Deželak je the champion. Queeni so bili tole za Deželaka junaka, 9:09 in pričakujemo njegov prihod na Debeli rtič. In se res veselim tega dogodka, da bomo že 7. leto zapovrstjo pomagali tem otrokom. Se mi je pa zjutraj na poti na Debeli rtič, ko sem se vozil, prav zlomilo srce, priznam, jaz sem jokal kot dež. Ko sem poslušal pogovor Denisa s Klaudijo, ki nam je zaupala svojo zgodbo, kako je njen sin, zelo bolan na srcu, vedno in vsako leto pričakal Deželaka na poti in mu doniral denar, svoje prihranke. Celo družino je prepričeval, naj mu pomagajo z SMS-i in tudi letos so darovali, ampak Bora letos ni bilo. Žal ga ni več med nami, star je bil komaj 19 let. Imel je posebno tako zlato srce, no. Mislim, veliko, ogromno srce in je bil tak človek, ki je res povezoval ljudi, veliko je za sabo pustil, veliko vezi, veliko nečesa, tako da bil je poseben, no. In bo ostal, je z nami, bo ostal z nami, zavedno. No. Klaudija, hvala lepa za vašo gesto tudi letos. Jaz vam obljubim, da bom vsak let na zaključku držal napis Hvala Bor. Joj, hvala vam, delajte to še naprej, no, za vse te otroke, naj grejo, mi smo vedno lahko nekam šli, nismo bili tako, da nismo, bili pa smo fizično in zelo drugače smo živeli, no, ampak je bilo vredno. Vedno bi še prav tako naprej, če bi se dalo, bomo zdaj pa nekako drugače probali peljati naprej. In ko je Miha slišal ta pogovor, njegova reakcija? Danes smo se z ekipo takoj potem odločili, da je današnja etapa ta fura Borova. To je za njegov spomin. Kaj dosti drugega se, ne vem, kaj lahko naredimo obratno. Mislim, da lahko naredimo za tiste, ki so še živi, pa za tiste, ki bi tudi Bor dal. In je dal. Tako da sam upam, da čim več zberemo in da pomagamo tem otročkom, ki so še živi, ampak živijo v težki situaciji, ker namesto objemov in poljubov dobijo patine in nimajo kaj za jesti. In Bor, če nas poslušaš pa na zgori, hvala ti za vse. Nikoli ne bomo pozabili tazga fejst fanta. In družini Bora želim vse dobro. Naj bojo močni in krepki zanj, ker je bil super fant.